Šentilja se zdaj selimo na Obrežje, na jug, na Obrežje, na mejo, na šengensko mejo s Hrvaško. Tam je naša dopisnica Irena Majce. Dobro večer, dobro jutro Irena, so se prometne razmere, kaj vidiš, kaj izboljšale ali je še vedno gneča? Dobro jutro, še enkrat z Obrežja, z vzhoda, ne, prometne tele kolone so še daljše, Robert Perc, kako dolge? Trenutno je stanje tovornega prometa takšno, da je kolona na avtocesti A2 iz Obrežja proti Ljubljani dolga cirka 5 do 6 km in je čakalne dobe skoraj 7 ur za tovorni promet. Za osebni promet in pa avtobusni promet pa praktično, kot vidimo, brez posebnosti poteka tekoče. Se bodo še kolone podaljšale? Pričakujemo, da se zna zgoditi, da bodo verjetno čakalne dobe še kar malo daljše. Najbrž tudi za osebni promet? Izkušnje preteklih let kaže, da se bo tudi osebni promet povečal, vendar kot kaže, za sedaj je brez posebnosti. Velja pa opozorilo seveda državljanom in državljank, ki bodo potovali proti Hrvaški, da uporabljajo tudi vzporedne mejne prehode in pa da pazijo na avtocesti zaradi stoječe kolone tovornjakov. Torej previdnost na cesti, nevarnost na leta. Mi pa tukaj smo se pogovarjali, imam še dva gosta, Bogdana Palovšnika, domačina iz Slovenske vasi in pa brežiškega župana Ivana Molana. Ko smo vas poslušali, smo se pogovarjali, da nekako kar preveč slavite tam na tistih drugih mejah, namreč tukaj smo osamljeni v naših razmišljanjih, v naših težavah in si kar pravzaprav, gospod Bogdan, ne želimo, da bi kakšni minister bil danes tudi tukaj in kaj povedal. Ja, to razmišljanje se mi je porodilo, ko sem poslušal danes te dogodke. Mislim, da je zelo pametno, da bi kakšen minister tukaj, da pokaže evropski skupnosti, kako se čuva mejo, da je tukaj s fanti, ki so tukaj na meji, da jim da malo spodbude, ker mislim, da fante čaka dokaj težko delo. No in gospod Bogdan je danes za nas že prestopil šengensko mejo, malo prej, ne? Kako je bilo, je vse v redu ali imate kakšne pripombe? Glede na to, da smo tako pozno še odšli, smo se dobili tukaj, sem rekel, bom šel malo pogledat, šel sem čez mejo. Na meji ni bilo gužve, ampak se mi zdi, da... To je mejni prehod Slovenska vas, moramo povedati, to je ta manjša, ne tukaj na Obrežju. To je meddržavni mejni prehod, tam, kjer v glavnem domačini pristopamo. Gužve ni bilo, ampak se mi zdi, da bi se znali ti postopki zdaj novi, ko so malo zaleč, tako da zelo težko reči, kaj bo. Ampak vendar ne, na hrvaški strani se je malce zapletalo. Po pravici povedano se je na hrvaški strani zapletlo, jaz sem bil tretje vozilo, na slovenski strani šlo dokaj tekoče. Se pravi, da nas še čaka marsikaj tukaj in čeprav smo že vsega navajeni. Sicer pa imate kar nekaj težav v domačini, mogoče naštejemo največje, kaj vas najbolj teži? Obstoječe, jaz bom tako rekel, kaj nas čaka Schengenom je težko reči, ker je danes šele slabe pol ure, o teh problemih smo pogovarjali kasneje, ampak jaz mislim, da obstoječe težave so predvsem dostopnost do trgovine se zapirajo z naše slovenske strani, na Hrvaškem so trgovine bližje, če bo problem čakalnih dob na meji, potem to slabo za nas. Predvsem bi upozoril na obstoječe problem trenutno, ne toliko na te domačije, ki so odrezane, od slovenske, to so glavne Hrvati, ki živijo na slovenskih zemljiščih, to se pravi v Sloveniji in nastopajo z hrvaške strani. Mislim, da največji problem je lastništvo, to se pravi veliko domačinov tukaj ima zemljišča na slovenski strani, to se pravi gozdove, do katerih nimajo nobenega dostopa. Oni ne vedo, kaj se dogaja na njihovih parcelah, tako da mislim, da je to največji problem, bom rekel, trenutno v tem kraju. In pa te dve ceste, cesta Zelena meja in pa ta vaša ozka cesta, čez njo imate pogled na Lijepo naša, iz vaše dnevne sobe? Tako je, tudi ta naša cesta je obstoječa, to je cesta, ki je široka 2,5 metra, tako da gre en avto se lahko normalno pele, na dveh koncih je zelo nepregledna in lahko se zgodi, da bo prišla kakšna intervencija, ko policija recimo bo intervenirala in kaj se bo pa zgodilo, pa težko reči, ampak mislim, da jaz upam, da se da nekaj narediti, da to preprečimo. Gospod župan, kaj se da narediti? Dve ceste, torej cesta Zelena meja, in pravimo, za katero se tukaj borite že 15 let, pa brez uspeha, kot kaže, in pa ta, kot smo slišali, cesta v Slovenski vasi. Kaj boste naredili? Vemo, kaj ste že, ampak kaj boste naredili? No, mi na to že opozarjamo precej časa, seveda to
občina sama ne more tako cesto zgraditi, kajti gre za cesto, ki je ocenjena praktično na 2 milijona evrov in predvsem pričakujemo tu pomoč države, pomoč ministrstva, kajti dejansko zares je danes na nek način veliki dogodek za Slovenijo, vendar tu ob meji, ob šengenski meji, ob južni meji pa so ostale določene težave oziroma celo so se nekatere še dodatno spostavili in seveda jaz predvsem pričakujem, da bo vlada, da bo resorna ministrstva predvsem te probleme poskušala rešiti tudi z dodatnimi sredstvami, da na tak način bomo to veselje na eni strani in pa breme na drugi strani seveda tudi olajšali. Pravite, gospod Bogdan, da nimate dovolj malobmejnih prehodov, ne? Na zadnjem posvetu, ki je bil pred dobrim mesecem v brežiški občini, so rekli, da so pričakovali cirka 10 000 malobmejnih prepustnic, izdanih je bilo 1200. Predvsem zakaj? Zaradi tega, ker meni osebno pa tem našim sološčanom malobmejna prepustnica nič ne pomeni. Ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker nimamo teh malobmejnih prehodov, mi smo vezani na ta meddržavni prehod ali pa na ta mednarodni prehod in moramo čakati v koloni kot navadni državljani. Župan? No, jaz seveda, kot sem že povedal, jaz pričakujem predvsem pomoč pri teh cestah in vsem skupaj. Kar se tiče malo pomennih prehodov, mislim, da v tem trenutku jih je toliko, kot jih je. Verjetno čas bo še pokazal, ali bo dovolj ali bo premalo. Nekateri pravijo, da v tem trenutku jih je dovolj, jaz težko o tem ocenjujem. Res je, da tudi malo omenjenih prepustnic ljudje nekako niso pokazali velikega interesa. Tudi tu se nekako sprašujemo, zakaj. No, gospod Bogdan je pravkar povedal, torej nič jim ne koristijo, ne? No, mogoče tudi to je pa res, da je teh prehodov pre nam precej tudi z osebnimi izkaznicami, mogoče tudi zaradi tega jih niso posebej imeli. Imate še kakšno vprašanje za župana, ko je že tukaj, gospod Bogdan? Jaz bi samo tako rekel, da jaz upam, da če se bojo pojavili problemi, da bomo nekako pristopili skladno k reševanju teh problemov in da bomo nekako skladni naspram države in da bomo nekaj dosegli. Predvsem pa tudi to, še eno stvar sem hotel omeniti. Jaz, ko sem danes pozval naše policiste na slovenski vasi, policisti so dobro pripravljeni, imajo dejansko, mislim, da 3 vstopne kolone lahko za Slovenijo, se mi zdi, medtem ko Hrvati imajo samo eno. Jaz mislim, da fanti tukaj na terenu s tem, kar imajo, delajo, dobro delajo. In jaz mislim, da če bi država še nekaj več naredila, da bi bile stvari veliko boljše za vse nas. In za policiste, in za nas domačine, in nasplošno za vse nas. Torej, kot rečeno, tukaj na Obrežju danes pogrešamo ministra kakšnega. Brežiška občina je največja sedaj ob tej južni šengensko-hrvaški meji, pa tudi vi pogrešate državo tukaj. No, mi predvsem pogrešamo to, da dejansko kriteriji so bili taki, da niso dobile občine obmejne sredstva, tiste, ki so res najbolj obremenjene in ki imajo največ težav. Jaz upam, da bojo pri naslednjih razpisih to upoštevali in da bomo res dobili obmejna sredstva tiste občine, ki imajo težave in da bo to ministrstvo, predvsem za lokalno samoupravo, dobro razmislilo, kako bo pripravilo kriterije za naslednje razpise. Torej, toliko z vzhodne meje.